Bonjour, merci d'être venu. Lepo pozdravljeni, hvala, da ste se vsi odzvali povabilu. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter à la future présidence slovène les préoccupations et les demandes de la Fédération européenne des syndicats de transport. Danes smo se v bistvu zbrali tukaj, da nekako Sloveniji kot predsedujoči v svetu v naslednjega pol leta predstavimo naše tematike, naše pristope in želje, ki bi jih naj obravnavali, upoštevali pri predsedovanju. La Fédération européenne représente 224 syndicats dans 40 pays de toute l'Europe. In sicer torej Evropska federacija transportnih delavcev zajema 224 različnih sindikatov v 14 državah. Ça représente environ 2,5 millions de travailleurs dans tous les modes de transport et dans la pêche. To predstavlja nekje 2,5 milijona delavcev zaposlenih v različnih segmentih prometa. Aujourd'hui, Danes se v bistvu v vseh članicah Evropske unije zakonodaja sprejema tako, da je skoraj 60 oziroma 70% zakonodaje sprejete na ravni Evropske unije. est décidé au niveau de l'Union européenne à Bruxelles. Et c'est pourquoi on considère Zato je v bistvu pri vsakem novem predsedovanju zelo pomembno, da tudi vemo, da se zavedamo, kakšne so prioritete, zahteve in nenazadnje želje predstavnikov delojemalcev. In zato vsakič nekako poskušamo identificirati tiste skupne točke, ki bi jih naj zajemal program predsedovanja posamezne nove države, ki prevzema predsedovanje, in v tej zvezi potem razpravljamo tudi z ministri oziroma z tistim ministrom, kjer še prevzema predsedovanje, o morebitnih prioritetah oziroma zahtevah in nenazadnje pričakovanjih z naše strani. Les questions sociales ne concerne pas les ministres des transports. Zelo pogosto se zgodi, da takrat, ko se sindikati prometnih delavcev srečajo z ministrom za promet, minister za promet reče, da socialna vprašanja niso njegova zadeva. Mais nous savons que In vemo pa, da je zlasti v prometu, mednarodnem ali notranjem prometu potnikov, blaga, varnost tista, ki je najpomembnejša, in za varnostjo, za tem pojmom se v bistvu skrivajo tisti delavci, ki so prvi prizadeti. Qui sont les premiers concernés. On sait qu'il y a beaucoup de propositions qui concernent la sécurité. Vemo, da je z varnostjo seveda povezano veliko število, oziroma da so povezana transportna sredstva, bodisi letala, ladje, vlaki, avtobusi, in če se za tem ne skrivajo delavci, vzdrževalci, ki imajo ustrezno znanje, so ustrezno usposobljeni, imajo tudi ustrezna dovoljenja, certifikate, potem ne moremo zagotavljati varnosti. On ne peut pas considérer le transport comme être sûr. ETF, torej Evropsko združenje prometnih delavcev, je sindikalna struktura na ravni Evropske unije in ne pripada posamezni državi, zato tudi nimamo takšne moči morebiti na posameznih nacionalnih ravneh. Il y a un fil conducteur qui est Veliko prevoznikov oziroma delodajalcev na področju prometa je nekako odprtih in se zavzema za liberalizacijo, se zavzema za odprtje trga in se jim socialna vprašanja ne zdijo pomembna. en termes de perte d'emploi. Les syndicats Seveda smo evropski sindikati oziroma nismo proti vsem tem zahtevam, ki jih želijo delodajalci, proti odprtju trga ali proti liberalizaciji, pa vendar želimo biti aktivni partner pri odločitvah, in sicer preden so te sprejete in preden se začnejo uveljavljati, in ne šele potem, ko moramo odpravljati posledice oziroma se ubadati z izgubo delovnih mest. Nous participons déjà à 6 comités de dialogue social. Zato na evropski ravni že obstaja 6 različnih odborov socialnega partnerstva oziroma med socialnimi partnerji in delodajalci na področju prometa, torej v Bruslju, kjer gre prav za obravnavo tovrstnih tematik. Politique européenne de transport. Dans l'ordre du jour que nous avons proposé. Morebiti še na kratko nekaj besed o samem dnevnem redu, ki smo ga predlagali tudi Ministrstvo za promet Slovenije, in sicer zajemamo vsa prometna področja. Prva točka bo namenjena cestnemu prometu. Pour vous expliquer que le premier point sera sur le secteur routier.
Prva točka je dostop do mednarodnega trga na področju tovornega prometa. Un autre point, c'est l'absence qui existe de... Prva točka se nanaša na počivališča, parkirišča za tovornjakarje. Sicer obstajajo seveda direktive, ureditve, ki določajo maksimalni delovnik za te delavce, če pa ni ustreznih in zadostnih počivališč povsod po Evropi, potem je seveda težavno za te delavce, da se odpočijajo. Sera difficile de faire suivre cette directive sur le temps de travail. En ce qui concerne la navigation intérieure, Potem je naslednje področje in sicer je to notranji rečni promet. Tukaj želimo nekako slovensko ministrstvo se pravi prepričati v to, da je potrebno tudi več storiti za rečni promet, ob zavedanju, da je to pač neka alternativna možnost prometa, zlasti če upoštevamo tukaj podnebne, klimatske razmere in spreminjanje. Gre pač za zagotavljanje nekega okolju prijaznega načina prometa, zlasti s poudarkom na prenosu dela tovornega prometa na rečne poti. Un mode plus environnemental. Le secteur du transport ferroviaire est Potem je tretje področje, tretji sektor, to je železniški promet. Tukaj gre za področje, kjer želijo nekatera velika podjetja na evropski ravni za svojimi apetiti v bistvu razširiti oziroma se razširiti na evropsko raven in obvladati v bistvu celotno področje. Élargir leur capacité au niveau européen. Et avec l'argument de... Tako je v bistvu nekako na mizi veliko razvojnih teženj, veliko predlogov, nekaj jih je tudi v pripravi, vse pa nekako v smislu razvoja železniškega prometa. Plus de libéralisation.